Upravičeno se lahko ima za nogometnega srečneža, saj je pri 20 letih igral po mnenju mnogih z najboljšim vratarjem vseh časov. Martin Turk se je veščin čuvaja mreže učil od legendarnega Gigija Buffona. Ko sem bil res mlad, sem spremljal Juventus, tudi Chelsea, tako da in Buffon in Petr Čeh sta bila moja vzornika, ko sem bil mlad. Tako da z Buffonom sem se že srečal, tudi imel priložnost trenirati z njim v parmi, rad bi pa še srečal Petra Čeha. Sliši se sanjsko, a ko si ob takšnih legendah prikovan na klop za rezervne igralce, minut na zelenici ni na spregled. Želja po dokazovanju je velika. Na začetku lansko leto ni bilo lahko, ker so hoteli narediti ekipo iz Serie B v Serie A za nadaljevanje. Tako da tisto leto ni bilo najlažje zame. Na začetku, potem pa vem, da skupaj s trenerji, soigralci, tudi v parih smo imeli tudi psihologa, tako da skupaj smo potem se pogovarjali in noter sem našel, svojo motivacijo, da vsak trening je konec koncev pomemben, zmeraj moraš biti pripravljen na vse in dajmo reči, da tako, ta izkušnja mi je bila nekako najtežja do sedaj. V prvi slovenski ligi ni igral, saj ga je pot hitro ponesla onkraj meja. Veščin branjenja se je sprva učil v Dekanih, nato še v koprski nogometni šoli. Na tekmah prve lige je imel priložnost, da je z prve vrste pospremil najboljše derbije. Sem bil 14 let star, smo dostikrat pobirali žoge za Koper, ko je Koper igral doma. In se spomnim zelo dobro derbija, tekme z Mariborom. In se spomnim, ko je bil Jasmin Handanović na golu in to je bilo tako proti večeru in z tistimi reflektorji, vžganimi reflektorji. In se spomnim, da sem prav sliko naredil iza gola, ko se je videla številka Jasmina Handanovića med igro. 5-letno italijansko obdobje se je zaključilo pred začetkom zadnje sezone. Italijo je zamenjal za Poljsko. Drugi svet, a stalnica so zvesti in topli navijači. Zelo lepo izkušnjo sem imel zdaj pred kratkim, ko smo igrali, sicer grdo izgubili v poljskem prvenstvu, ko smo naredili rekord števila navijačev na stadionu. Prej mislim, da je bilo 50 000, potem pa s to tekmo smo mi naredili rekord, je bilo 2 ali 53 000 gledalcev. To je rekord za Poljsko ligo in to mi je bilo zelo lepo. Na Poljskem vemo, da so zelo strastni navijači, tako da je bila zelo lepa, to ni bilo kulisa navijačev. To pa tudi zadnja tekma v Serie A, ko smo igrali v Napoliju, to je bilo 2 sezoni nazaj, ko je Napoli uvrstil prvič po 33 letih Serie A. In tam je bilo isto polno navijačev na stadionu, pa še enkrat toliko, če ne dvakrat toliko izven stadiona. Tam je bila tisto tudi zelo lepo vzdušje. Reprezentanci U21 je bil priključen že leta 2020. Pred 2 sezonama je okoli roke ovil kapetanski trak. Ima izkušnje tudi že s članskim dresom z državnim grbom. Kar pester izbor izkušenj za nekoga, ki je svoje prve korake naredil v povsem drugem športu. Ko sem imel 6 let začel s plesanjem, jaz nisem bil sploh nogometaš, ampak moj oče, ko je bil mlajši, je igral nogomet in v tem času tudi moj brat igral. In potem, ko sem šel v drugi razred osnovne šole, ko sem dopolnil 7 let, so me malo tudi sošolci, brat pa oče, prepričali v to, da grem v nogomet. Prostega časa nima veliko, se mu pa zdi pomembno, da si najde minute za sprostitev, saj je tudi to del regeneracije, da lahko potem na zelenici pokaže še več. Nekateri imajo radi, da se jim več dogaja v življenju, tudi po treningih, po tekmah. Jaz sem sicer bolj miren, rad zjutraj v miru upravim svoj zajtrk, potem načeloma imamo zjutraj treninge, tako da v miru na trening, po treningu tudi mogoče na kakšno pijačko oziroma na kosilo s soigralci, potem počitek, malo mogoče premislim glede treninga, kaj je bilo v redu, kaj je bilo slabo, mogoče analiziram že nasprotnika in potem v miru kakšno tekmo pogledam proti večeru, večerja pa spanje. Na svoji športni poti je imel ves čas podporo družine. Takrat se mogoče tega ni zavedal, a starejši kot je, jasneje prepoznava, kaj vse so bili starši pripravljeni storiti zanj in njegovo nogometno pot.
oče pa mama, ni bilo problema me kamorkoli zapeljati, karkoli, kupiti nove kopačke, nove rokavice, ker vem, da za golmane to je tudi rokavice, ni to mala šala, so kar drage, no, tako da res bi se rad zahvalil, no, še posebej mojim staršem, mojemu bratu, konec koncev pa tudi moj punc. Nekakšna osamljenost je specifika vratarskega poklica. Napaka je običajno usodna. Nogomet doživlja neprenehne spremembe in najbolj so na udaru prav čuvaji mreže. Zdaj sem še nekaj v Italiji zasledil, mislim, da v Angliji so že uvedli to novo pravilo, da bo imel golman lahko v roki žogo samo 8 sekund, če ne bo kot za nasprotnike. To se mi zdi, da smo se kar z Lebanom pogovarjali, pa da so v Angliji že od naslednjega leta v veljavi to pravilo, tako da to je tudi malo nerodno bo. Se bo treba navaditi, no, na to novo pravilo. Za vratarje je trenutno res velika specifika, zato ker mislim, da se tu deli na klubi iščejo dva tipa vratarjev, no. Mislim, da seveda vratar mora biti dober na golu, ampak mislim, da zdaj nekateri dajo prioriteto vratarju, ki je dober z nogo. Tako da jaz bi rekel tako, da Jan Oblak je zame najboljši vratar na golu, z nogo pa vemo, da je Ederson recimo zelo dober kot dodaten skoraj igralec, no, kot nek vezist že z nogo. To je pa tudi Ter Stegen recimo, tako da jaz kot vratar delim tako na dva dela, no. Ko si star dobrih 20 let, v koncu kariere ne razmišljaš, a ker je kot velik ljubitelj italijanskega nogometa lahko pospremil slovo ikon Calcia, si želi nekaj podobnega. Rad bi imel res eno lepo zadnjo tekmo oziroma zadnjo upokojitev, no, res te italijanske, spet omenjam italijanske, kot so Buffon recimo, pa Totti, take velike upokojitve. To bi bilo res nekaj fascinantnega. Želim pa si res mogoče iti v nek klub, kjer se bom res dobro počutil in mogoče tudi dlje časa zaigral tam, tako da bi bil mogoče, dajmo reči, neka legenda kluba.